In če gremo kar naprej na vsebino učne enote 2, torej gonilne sile in sam pregled, zakaj sploh javno naročanje. Torej, namen te učne enote je predstaviti pregled strateške vloge zelenega javnega naročanja za javne organe. Načela zelenega javnega naročanja so predstavljena kot orodja za doseganje ciljev politike in koristi, ki jih to lahko prinese, s poudarkom na gradbeništvu. Prikazujemo tudi primer študij. Sama vsebina je razdeljena na 5 tem. Uvod, prednosti, okoljski standardi, politike EU in nacionalne politike. In bom šla kar naprej. Na predstavitev ozadja. Torej, klimatske spremembe povzročajo velike težave v svetu. Predvideva se, da lahko ljudje s svojimi aktivnostmi na to vplivamo, da lahko to zmanjšamo. Seveda pa niso edine posledice našega ravnanja, tudi ostali vplivi na okolje so zaradi naših ravnanj zelo veliki. Na tej povezavi lahko vidite, kako so se temperature spreminjale v posameznih državah. Tule je graf za Slovenijo. Dosegljive so pa seveda tudi vse ostale države. In pa seveda, kako gradbeništvo vpliva na samo potencialne vplive na podnebne spremembe. Predvideva se, da bo v naslednjih 40 letih fond gradbe oziroma zgradb, da se bo podvojil. Kako bo to potekalo po svetu, vidite na tej sliki. Vsekakor pa igra gradbeništvo velik vpliv pri tem vplivu na okolje. Tukaj prikazujemo, kako se bojo podnebne spremembe pohitrile zaradi tega in zakaj javno naročanje. Javno naročanje je močna tržna sila. V Evropi 14% bruto domačega proizvoda potrošimo za javno naročanje kot javni organi. In program zelenega javnega naročanja je uporabiti to moč za spodbujanje trga za bolj trajnostno blago in storitve. V Sloveniji javni organi kupujejo najrazličnejše blago, storitve in gradnje in tržni delež javnega sektorja je običajno od 5 do 15%, včasih je tudi precej višji. Vsak izdelek, ki ga kupimo, ima veliko različnih vplivov, kot sem že rekla. Torej, podnebne spremembe niso edini vpliv. Preko oskrbovalne verige, uporabe in odstranjevanja vplivamo na potrošnjo surovin in preko tega tudi na nastajanje odpadkov in samo rabo energije, vode in pa seveda emisije, ki pri tej uporabi stavbe, pri gradnji stavbe nastajajo. In pri odstranjevanju recimo imamo lahko potencialno pozitiven vpliv na nastanek novih surovin. Torej, če odpadke namesto, da zavržemo ali uničimo, uporabimo ponovno, naredimo v bistvu tukaj kar dobro zanko. Približno polovica vseh materialov, ki se jih danes pridobi iz zemlje, se porabi za gradnje. 40% proizvedene energije se porabi za gradnje in tretjina vse vode, ki se porabi je za gradnje, nastane pa pri tem tudi tretjina vseh odpadkov. Torej, gradbeništvo je res en pomemben sektor pri tem in resnično moramo njega najprej nasloviti, če želimo to zmanjšati. Zeleno javno naročanje zahteva visoke standarde energetske učinkovitosti za stavbe in proizvode. Zelena električna energija je pri tem tudi pomembna in pa prehod na vozila z ničelnimi emisijami tudi tukaj igrajo pomembno vlogo. Učinki naših nakupov, torej električna energija, ki jo porabimo za delovanje naših stavb, recimo igra pomembno vlogo, katero gorivo uporabljamo za ogrevanje naših stavb in kako povzročamo emisije iz industrijskih procesov in samega transporta. Pri gradnjah se lahko, pri rušenju se lahko povzroča velike emisije prahu, povzročajo se emisije kemikalij, olj, barv in odpadkov z gradbišč. Sediment, ki ga na koncu odložimo, lahko onesnažuje reke in jezera. Zeleno javno naročanje nadzoruje kemikalije
in uporabo nevarnih snovi pri tem. Upoštevati je potrebno najboljše prakse za varno, trajnostno in krožno uporabo izkopanih tal. Odpadki in poraba virov, kako lahko zeleno javno naročanje tu pomaga, seveda s krožnim gospodarstvom, kar pomeni, da dejansko surovine, ki jih uporabimo za gradnjo, ponovno uporabimo, a ne, in naredimo resnično zanko, in pa pri tem seveda spodbujanje uporabe recikliranih materialov v gradbeništvu. Ta segment je še dokaj neizkoriščen, predvsem v Sloveniji, in bi ga bilo dobro dodatno izkoristiti. Naši nakupi lahko učinkujejo na odpadni material pri gradnji in rušenju. In na linku, ki smo vam ga pripravili, so tudi dodatne informacije o tem, kako lahko to spremenimo. V Moodlu samem je na voljo poleg tega PowerPointa seveda veliko linkov, povezav, videoposnetkov, na katerih si lahko... Zmaga, totalna, totalna zmaga. Aha, nekdo je zmagal, super. Bomo tudi mi zmagali. Kjer lahko dobite dodatne informacije o vsem tem, o čemer berete. Lahko si jih seveda tudi uporabite in pregledate, s tem razširite svoje znanje in delite tudi s svojimi kolegi. Javna naročila so lahko tako učinkovito orodje za doseganje ciljev okoljske politike ali pa so, kot piše, del problema. Kaj sploh zeleno javno naročanje je? To je postopek, s katerim si javni organi prizadevajo naročiti blago, storitve in gradnje z manjšim vplivom na okolje v celotnem življenjskem ciklu v primerjavi z blagom, storitvami in gradnjami z enako osnovno funkcijo, ki bi se sicer naročili. Zelena javna naročanja lahko vpliva na okolje neposredno ali pa posredno. Torej neposredno z izboljšanjem okoljske učinkovitosti kupljenega blaga, storitev in gradenj ali posredno z uporabo tržnega vzvoda za spodbujanje podjetij k naložbam v čistejše proizvode in storitve. Vi namreč kot največji naročnik v državi lahko seveda vplivate tudi na podjetja, ki vam to dobavljajo. Če boste vi zahtevali od podjetij zeleno, trajnostno, krožno, potem se bodo podjetja seveda temu tudi hitreje in učinkoviteje prilagajala. O prednostih zelenega javnega naročanja bo mogoče šla malo hitreje skozi, zaradi tega, ker o tem že dosti govorimo. Zdaj številni dobavitelji že vlagajo v zelene tehnologije, da bi prihranili stroške in se potegovali za stranke iz zasebnega sektorja, ki vse bolj zahtevajo bolj trajnostne rešitve. Kot rečeno, pa javni sektor lahko temu seveda sledi. Stroški emisij naraščajo in zaostrovanje predpisov bodo podjetja in izdelke še bolj potisnila v to smer. Potrebno pa bo pri vsem tem izkoriščati tudi inovacije. Zeleno javno naročanje omogoča doseganje naslednjih okoljskih ciljev. Deforestacija. Tukaj se lahko z nakupom lesa iz lesnih izdelkov iz zakonito posekanih in trajnostno upravljanih gozdov vpliva na okoljsko ravnanje z gozdovi. Emisije toplogrednih plinov, na primer z nakupom izdelkov in storitev z manjšim odtisom CO2 v celotnem življenjskem ciklu, pomagate prihraniti vodo z izbiro varčnejših armatur, recimo. Energetsko učinkovitost in rabo virov lahko naslavljate z izbiro učinkovitejših izdelkov za izvajanjem načel okoljsko ozaveščenega oblikovanja. Onesnaževanje zraka, vode in tal se recimo lahko nadzoruje z kemikalijami, nadzorom kemikalij in omejevanjem uporabe nevarnih snovi. Potem pa še odpadki, na primer z določitvijo postopkov ali embalaže, pri katerih nastaja manj odpadkov, ali spodbujanjem ponovne uporabe in recikliranja materialov. Na vse te okoljske cilje lahko z zelenim javnim naročanjem vplivamo. So pa koristi, recimo, da ste lahko kot zgled zasebnim potrošnikom in da ozaveščate o okoljskih vprašanjih. Torej vplivate na trg, dokazujete, da so ukrepi na tem področju mogoči in da vodijo k pozitivnim rezultatom, in da spodbujate organizacije zasebnega sektorja. Lahko pa seveda tudi ozaveščate. Socialne in zdravstvene koristi. Ne bom razlagala posebej, da zdravo okolje je tudi zdravo življenje, bolj zadovoljni ljudje, mirnejši, vplivi na zdravje so zelo, zelo jasni in dokazani.
torej s čistejšim okoljem vplivamo seveda tudi na zdravstvene koristi in kakovost življenja. Izboljšamo pa tudi standarde kakovosti izdelkov in storitev, kar zagotavlja boljšo učinkovitost za javne organe in nenazadnje za državljane. Novi izdelki in storitve, ki so bili razviti v skladu z zahtevami zelenega javnega naročanja, lahko postanejo priljubljeni pa seveda tudi pri zasebnih potrošnikih. Same ekonomske koristi, seveda najpomembnejši vidik, vsekakor iz današnjega vidika. V samih zelenih nakupih lahko večkrat privarčujete, če le pametno uporabite vse te pogoje in standarde. Naprimer, energetsko in vodno učinkovitejša stavba sicer na začetku stane več, vendar v življenjskem obdobju svojega obstoja dolgoročno prihrani denar. Torej, to lahko že danes vidimo, kako se sprašujemo, ali bomo prihranili pri varčevanju z energenti, glede na to, kako izolirano stavbo imamo. Zeleno javno naročanje spodbuja tudi industrijo k inovacijam. Nujne so inovacije, nujen razvoj zelenih tehnologij in izdelkov in sama promocija le teh na trgu. Tako da je zelo dobrodošlo, da javna uprava pri tem to spodbuja. Zlasti mala in srednje velika podjetja pa imajo lahko veliko korist od tega, saj v bistvu javni naročniki s tem ponujajo priložnosti, da ti le najdejo trg za svoje inovativne rešitve in izdelke. Uvedba zelenih razpisnih meril lahko vpliva na trg in povzroči vstop novih ponudnikov na področje okoljskih tehnologij in izdelkov, kar lahko povzroči večjo konkurenco in nižje cene. Politične koristi. Zeleno javno naročanje je učinkovit način dokazovanja zavezanosti javnega sektorja v varstvu okolja ter trajnostni potrošnji in proizvodnji. Večina državljanov EU je namreč mnenja, da je varstvo okolja ena ključnih prednostnih nalog Unije. In dejansko, če država sama izvaja te politike, nekako zagotavlja državljanom, da jih posluša, da jim sledi in da jim je mar. Viden poudarek na okolju prijaznejšem nakupu izdelkov in storitev bo zato verjetno privedel tudi do pozitivnega dojemanja javne uprave ali vlade. Imate tudi povezavo Buying Green, priročnik in povzetek. Kot rečeno, viri dodatnega znanja so stalno na voljo tudi v drugih razdelkih Moodla. Če gremo na okoljske standarde. Evropska zakonodaja določa skupni okvir minimalnih okoljskih standardov, ki jih morajo izpolnjevati vsi izdelki dani na trg. Poleg tega pa so določene tudi preskusne metode in označevanje izdelkov, tako da ste ozaveščeni o tem, kako učinkovit izdelek kupujete. Zahteve EU za okoljsko primerno zasnovo in energijsko označevanje se sčasoma spreminjajo in temu je pomembno slediti. In moram reči, da tudi sam MOP v okviru projekta Care for Climate veliko da tudi na te vsebine. Torej, naročniki morate stalno preverjati zahteve, ki veljajo v času razpisa, in tukaj vam podajamo tudi link, kjer se najlažje posvetujete z vsebino na evropskem nivoju. Koristi standardov za evropsko industrijo so obsežne. Standardi pomagajo proizvajalcem znižati stroške, predvideti tehnične zahteve in povečati proizvodno in inovacijsko učinkovitost. Pozitivni učinki standardov so priznani tudi na evropskem nivoju, lahko pa določajo tudi način izdelave, uporabe, vzdrževanja in odstranjevanja izdelkov ob koncu njegove življenjske dobe in s tem seveda vplivajo na okolje. Pa pojdimo sedaj malo na okoljsko politiko oziroma zakonodajo na nivoju EU. Kako je Evropa določila zeleno javno naročanje? Leta 2017 je sporočilo bilo objavljeno, kako naj javno naročanje deluje v Evropi. In je napisano v tem sporočilu, da je potrebno zagotavljanje širše uporabe inovativnih, zelenih in socialnih javnih naročil. Potrebno je povečanje strokovnosti javnih kupcev in že to samo nam pove smer, v katero moramo iti tudi na nacionalnih nivojih. Direktiva o javnem naročanju je bila pregledana in popravljena leta 2014. Ključni cilj je olajšati in zagotoviti večjo vključenih skupnih družbenih ciljev v postopek javnega naročanja.
Samo ozadje politike EU na področju zelenega javnega naročanja pa je, da je Evropska komisija od leta 2018 dejavno podpira zeleno javno naročanje, vključno z razvojem meril, smernic, usklajevanjem politik in financiranja projektov. Direktive so uvedle možnosti za zeleno javno naročanje, druga zakonodaja pa potem ustvarja še druge obveznosti, kot so recimo povezane z gradbeništvom, energetska učinkovitost stavb, lesna in uporaba lesa in tako naprej. Ta sklop zakonodaje je bil nedavno popravljen, torej leta 2018-2019 se je to popravilo. Če grem čisto na kratko, direktiva o energetski učinkovitosti stavb določa, da morajo države članice sprejeti ukrepe za zagotovitev energetske učinkovitosti stavb pri prenovah, torej pri večjih prenovah ali novogradnjah, da bodo morale biti oziroma da morajo biti vse nove stavbe skoraj nič energijske do 31.12.2020. Nove stavbe, ki jih zasedajo javni organi in so v njihovi lasti, pa so morale to doseči že prej. Države članice morajo določiti potrebne ukrepe za vzpostavitev sistema certificiranja energetske učinkovitosti stavb in pa pri novih nestanovanjskih stavbah in nestanovanjskih stavbah v večji prenovi morajo zagotoviti namestitev vsaj enega polnilnega mesta z infrastrukturo in kanali, pri tem morajo biti več kot 10 parkirnih mest. Kako? A imamo vprašanje? Ali? Aha. V dopolnitvi direktive je Evropa sprejela tudi uredbo z vzpostavitvijo primerjalnega metodološkega okvira za izračun stroškovno optimalnih ravni minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti stavb in elementov stavb. Nadalje pa seveda sledi Evropski zeleni dogovor. Leta 2019 je bil objavljen in v njem so podani pomembni ukrepi za javna naročila. Nov akcijski načrt za krožno gospodarstvo seveda to izjemno spodbuja. Pobude za pregled in primerjavo praks zelenega proračunskega načrtovanja držav članic in same EU tudi spodbuja zeleno javno naročanje. Val prenove za Evropo, za gradbeni sektor je tudi bil napovedan v tem dokumentu. Komisija bo kmalu predlagala tudi nadaljnjo zakonodajo in smernice o zelenem javnem naročanju, vključno z obveznimi merili. Zdaj pa poglejmo par primerov dobrih praks. Prva je v Wageningen na Nizozemskem, kjer so pristopili k krožnemu javnemu naročanju pohištva za prenovo mestne hiše. Pohištveni izdelkih, na katerih je treba navesti sestavo in izvor vseh materialov ter način njihove ponovne uporabe po koncu življenjske dobe izdelka. In to je del nizozemskega programa Rentry. Nabavili so take materiale, ki so bili del tega programa, bili so brez strupenih materialov in začasne embalaže in pa dosežene cene niso bile višje od običajnih. In tukaj je še link na študijo primera. Če gremo sedaj na nacionalno politiko, v detaljih jih bo kasneje predstavila gospa Urška. Slovenija je sprejela leta 2009 oziroma za obdobje 2009-2012 akcijski načrt za zeleno javno naročanje z namenom, da pospeši zeleno javno naročanje v Sloveniji. Celovit nacionalni energetski in podnebni načrt leta 2020 uvršča med instrumente za doseganje ciljev tudi zeleno javno naročanje in razširitev in nadgradnjo sistema, vključno z uvajanjem javnega naročanja inovacij. Program ravnanja z odpadki in preprečevanja odpadkov uvršča med ukrepe za zmanjšanje nastajanja odpadkov tudi zeleno javno naročanje, ker pravi, da je treba razširiti uporabo zelenih javnih naročil, pri katerih se zahteva uporaba recikliranega materiala. Zakon o javnem naročanju 3 pa je krovni dokument, ki določa pravila o postopkih javnega naročanja, ki jih izvedejo naročniki v zvezi z javnimi naročili in projektnimi natečaji. Prva uredba o zelenem javnem naročanju v Sloveniji je bila sprejeta leta 2011, leta 2017 pa je bila sprejeta nova, ki je razširila nabor predmetov, kasneje so posledile še druge spremembe. Danes obveznost zelenega javnega naročanja tako velja za 22 predmetov javnega naročanja, tukaj jih naštejemo.
Pri njih je potrebno upoštevati okoljske vidike v postopku javnega naročanja in na povezavah, ki so dane tudi v tem slajdu, ki je na voljo v Moodlu, pa lahko vidite posodobljene zahteve in merila, ki se seveda spreminjajo in posodabljajo tudi glede na evropske zahteve. V načrt za okrevanje in odpornost, ki ga je Slovenija sprejela leta 2021, je razdeljen na 4 razvojna področja: zeleni prehod, digitalna preobrazba, pametna, trajnostna in vključujoča rast in zdravstvo in socialna varnost. Zdaj, z vidika zelenega javnega naročanja je najpomembnejše razvojno področje zeleni prehod. V nizkoogljično krožno gospodarstvo predvidena je pa tudi posodobitev in nadgraditev sistema, kjer se predvideva vzpostavitev akademije javnega naročanja, določitev obvezne uporabe smernic za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev ter gradenj in nadgradnjo sistema zelenega javnega naročanja v smeri krožnih praks. Torej nekako na papirju je noter, a ne vse napisano, zdaj treba to v prakso staviti. Reforma načrta za okrevanje in odpornost je sestavljena iz 3 sklopov: izvedba ukrepov za povečanje stopnje profesionalizacije med deležniki v Republiki Sloveniji, digitalna transformacija in povečanje konkurenčnosti v postopkih javnega naročanja. Program ravnanja z odpadki, ukrep številka 11, sistemska ureditev uporabe gradbenih odpadkov z določitvijo meril in kriterijev za kakovost recikliranih gradbenih odpadkov glede na namen in način njihove uporabe. Torej nekako ukrep, ki ga določa program ravnanja z odpadkov, kako lahko vplivamo na samo zeleno javno naročanje. Dodatne smernice in podpora strani EU za zeleno javno naročanje je podanih kar nekaj linkov oziroma povezav. Služba za pomoč uporabnikom zelenega javnega naročanja je pa tako ali tako stalno na voljo preko spletnega portala. Za Slovenijo imamo uradno spletišče v zelenem javnem naročanju. Rada bi vas pa usmerila tudi na Care for Climate, kjer so tudi podana jasna in zelo koristna navodila in usmeritve za javne naročnike.